Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o navadah za višanje vibracije. Vse veste, vse je vibracija, vse je povezano s tem, vse čutimo, a ne da? V glavnem, kaj lahko naredimo, da se izognemo izgorelosti, kaj lahko naredimo, da konstantno gremo naprej, da napredujemo. In ja, vse je v vibraciji, vse. Glejte, tudi ta slika za mano je vibracija, a je to tako, a jo zaznate? Vse je vibracija, naš glas je vibracija, vse. Saj kvantna fizika je dokazala, da je vse vibracija. No, kvantna fizika je dokazala, da končni rezultat določa pričakovanje opazovalca. Se pravi, če ta, ki dela preizkus, pričakuje, da se bo nekaj zgodilo, se bo dejansko to zgodilo. In to se nam dogaja v vsakodnevnem življenju. Dejansko mi svojo vibracijo, s svojimi pričakovanji lahko ustvarjamo končen rezultat. Ampak bomo šli po vrsti. Se pravi, ne bomo začeli pri, ne vem, pa tako naprej, ampak zelo pri fizičnih zadevah. Ker če fizično ne poskrbimo za svoje telo, pozabite na visoke vibracije. No, v glavnem, zdaj če gledamo, da mi želimo napredovati v življenju. Saj ne poznam nikogar, ki si želi nazaj ali pa nazadovati, ampak vsi želimo nekako iti naprej, narediti napredek, narediti nek premik. V glavnem, 5 ključnih navad, ki vam bo spremenil vašo vibracijo. Kje se začne? Zdaj, prva misel mi gre za zasvojenost. Ampak preden bomo šli na zasvojenost, bomo govorili o eni drugi zadevi. Ključne navade za dobro počutje. Prva navada je spanje. Spanje je prva ključna navada, ki vam bo pomagala dvigovati vašo fizično vibracijo. In kdor spi manj kot 5 ur na noč, vemo, da procesi obnove v njegovem telesu ne potekajo, vemo, da se počuti slabše, vemo, da raziskave so celo pokazale, da ljudje, ki imajo pomanjkanje spanja, se redijo, seveda se starajo, ker se nimajo časa obnavljati čez noč. Vsi hormoni za obnovo potekajo po noči med spanjem, v času globokega spanja. Se pravi, kdor tukaj svojemu telesu ne zagotovi zadosti spanja, ne more pričakovati, da njegova vibracija se bo dvigala, zato ker, dobro, lačen si, ful drugačen, ampak tudi nenaspan si, pač, vemo, da za otroke, ne, če premalo spijo, kakšni so. Se še spomnite tega? Učka si mane, ne, v redu je, hoče risanko, hoče to, sploh ne ve, kaj hoče, v osnovi je pa utrujen. In otrok, ki zadosti spi, je avtomatično bolj srečen otrok. Dobro, to jaz trdim, nimam pojma, kakšna raziskava, ampak kdor je starš, lahko opazi, kako izgleda nenaspan otrok in kako izgleda naspan otrok. No, zdaj pa sebe poglejmo. Ko nam primanjkuje spanja, je nemogoče, da bomo na visoki vibraciji. Pač vse nas zmoti, na živce nam grejo stvari. Spanje je ključna zadeva za obnovo, za popravilo. Se pravi, kdor spi, recimo sploh, to so pa raziskave zadaj, vsaka dodatna ura zjutraj podaljša nočno kurjenje maščob. Se pravi, več kot spite, bolj se telo obnavlja in kuri uskladiščeno maščobo dejansko medtem, ko spite. Poleg tega, po 2 urah trdnega spanja se začne tvoriti rastni hormon. Rastni hormon poskrbi, da se obnovite, da imate lepšo kožo, bolj gibljive sklepe. Poleg tega se pa začne proizvajati hormon DHEA, ki poskrbi za to, da se stopi maščoba na trebuhu, ki poskrbi za to, da se zmanjša stresni hormon, se pravi tudi popravlja učinke stresa, ki ga tako ali tako doživimo čez dan. No, se pravi, to je prva ključna navada, spanje. Druga ključna navada je pa povezana z gibanjem. Koliko se gibate na dan? Tukaj ne govorimo o tem, koliko razmišljamo o tem, da bi se gibali, ampak koliko se dejansko gibate.
In ena taka navada, ki vam bo res pomagala pri tem, da se boste dobro počutili, se pravi, druga navada je gibanje, je to, da dan začnete, o tem sem vam že govorila, se pravi, jaz prvo stvar zjutraj popijem sok zelene, vzamem eno tabletko fibra, potem pa naredim tibetanske vaje. In to je moj jutranji ritual, ki pomaga pri tem, da sebe postavim na prvo mesto. To sem začela res leta nazaj delati, ta mala hčerka je bila takrat stara 1 leto, zdaj je stara 21 let, se pravi 20 let že delam zjutraj tibetanske vaje in vam povem, ja, seveda se mi kdaj ne da, pa se reče, pa bi še, ne vem, pa ne bi, ne? Ampak načeloma jih naredim vsako jutro in če jih ne naredim, se vsej zavrtim 21krat okrog svoje osi, da poženem v delovanje moje čakre. Poleg tega, to so pa spet raziskave zadaj, so pa pokazale raziskave, da če po obroku, se pravi po obilnem obroku, kot je recimo kosilo, da se vsaj 10 minut gibamo, se pravi, da krčimo mišice, lahko pomivamo posodo, obešamo perilo, posesamo stanovanje, ali pa še bolj, če gremo na kratek sprehod, zadošča že 10-minutni sprehod po obroku, s tem, ko se krčijo mišice, zdaj tukaj kažem na roki, čeprav, a ne, vse, ko se gibamo, ko hodimo, se avtomatično giba celo telo. Ampak v glavnem, že 10-minutni sprehod, recimo po večeri, pripomore k temu, da se zaloge, v mišicah imamo shranjeno zalogo energije, temu se reče glikogen. Se pravi, da se te zaloge energije porabijo in da jih potem v bistvu z večerjo nadomestimo. In s tem potem sladkor ostaja v ravnovesju, ne sprošča se inzulin, ne povzroča vnetja v telesu, počutimo se bolj spimo in tako naprej. V glavnem, za vse tiste, ki vas zvečer krivi tista želja po sladkem, za vse tiste, ki po obroku postanete kar naenkrat utrujeni in iščete kavč, poskusite na ta način. Takoj po obroku 10 minut se gibate in boste videli, kakšna sprememba se bo zgodila. Naenkrat boste imeli energijo, dobro se boste počutili in predvsem ne bo vam padel sladkor v krvi. Ker ne bo padel sladkor v krvi, kaj se bo zgodilo? Ne boste iskali sladko, ker ne boste iskali sladko, se ne boste redili, oziroma ker sladkorjem ne boste blokirali presnove, bojo ostale celice odprte in telo bo porabljalo potem energijo iz maščobnih celic. Se pravi, se bo pospešila obnova vašega telesa iz maščobnih celic. No, potem seveda, zdaj smo pa pri tretji taki zdravi navadi, je pa hrana. Hrana, kar jesti moramo vsi, tudi tisti, ki ste občutljivi na sladkor, ali pa ki smo občutljivi na sladkor, ali pa tisti, ki ste zasvojeni s cukrom, jesti moramo vsi. To pomeni, jaz verjamem še zmeraj v zdravo kmečko pamet, čeprav veste, da je različne teorije obstajajo, sploh zadnje čase veliko se govori o postenju, kako se prehranjuje samo v določenem obdobju in potem ne. Ampak jaz bom vztrajala na zdravi kmečki pameti. Se pravi, prvi obrok zajtrk, manjši obrok dopoldanska malca, kosilo, popoldanska malca, večerja. Pač o vseh teh postenjih zadnje čase je ogromno teorij, ampak verjamem, da raziskave bojo šele pokazale, kaj je dejansko pametno. A veste, ker šele v parih letih se vidi, a je neka teorija ali pa neka modna muha res pametna. Dajte se spomniti, kaj je bila že ena dieta, ločevalna dieta. En dan ješ samo to, drug dan cukor. Kdo danes govori po 10 letih še o ločevalni dieti? Nihče. To so modne muhe, ki priletijo in potem ljudje, ki ne razmišljajo, sledijo temu in potem sledijo nečemu drugemu. Jaz še vedno verjamem, zdrava kmečka pamet pije vodo. Pač vse ostalo prileti, odleti, pokažejo se raziskave šele ali pa učinki teh enostranskih diet šele z leti,
Ali pa recimo druga zadeva, kar zdaj množično ljudje delajo, potapljajo se v mrzlo vodo. Ja, knajpanje je pametno, ampak potapljati se v mrzlo vodo, plavati v mrzli vodi, lejte, telo ne občuti, kaj če ste se utopili. Na celični ravni vi doživljate še več stresa in če pogledate samo obraz tega človeka, Wim Hof metoda, ne ga pogledajte v obraz, kakšen zgleda. Ta gospod je par let starejši od mene, je razoran, same gube. On ne zgleda mladeneč, poln energije, vitalnosti. Pač on zgleda, ne mi zameriti, skurjen. Pač to je moj oseben mnenje, ampak dejansko tako ga jaz vidim. Tako da, bom počakala, jaz verjamem v knajpanje, polivanje z mrzlo vodo, 10 polivov z mrzlo vodo, skočiš v mrzlo vodo in potem se ugreješ. Ja, zaplavaš v mrzli vodi in potem se uležeš na sonce in se ugreješ. In da se razumemo, brez mokrih kopalk, ne? Mokre kopalke daš dol, oziroma če je možnost, pač skočiš go v vodo in potem se pač na zraku posušiš oziroma na soncu. No, tako da zdaj, če se vrnem na samo hrano, ta tretja navada hrana, ne? Se pravi, da ko boste vztrajali, da bo sladkor ostajal v ravnovesju, boljš bo. Se pravi, pametno izbirati hrano, ki ima nizek glikemični indeks. In zdaj, če gremo na to mojo navado, ali pa kar vas učim, začnemo dan zeleno, pol vzamemo fiber in to dejansko ohranja sladkor v ravnovesju. In ko pojeste zajtrk, da vsebuje nekaj beljakovin, nekaj vlaknin, vedno ostaja sladkor v ravnovesju. Potem, če pojeste nekaj sadja, recimo zdaj tukaj na Primorskem so zrele fige, božansko, ampak fige nimajo vsem nobenih beljakovin. To pomeni, da če jaz jem fige, bom prej pojedla eno pest oreščkov, ali bom pojedla kaljene ajdove hrustlavčke, ali bom pojedla namočene mandlje, ali bom pojedla orehe, ali bom pojedla arašide, nekaj od oreščkov, potem pa fige. Pa grozdje je zdaj že zrelo, pač neverjetno. Ravno takoj pri grozdju, ne? Se pravi, grozdje ima glikemični indeks okrog 45, ravno tako sveže fige. In če jaz prej pojem nekaj od oreščkov, ali pa recimo tudi jogurt ima nizek glikemični indeks, kefir ima nizek glikemični indeks, na ta način sladkor ostaja v ravnovesju in seveda potem se dobro počutiš. Seveda potem kosilo vedno razdelim krožnik na Mercedesov znak, 1/3 krožnika ogljikovih hidrati, 1/3 krožnika beljakovine, 1/3 krožnika kuhana zelenjava in solata zraven. Tako ne nadela smekota od spodaj. V glavnem, o tem sem že veliko govorila, ne bom danes govorila samo o hrani, ampak dejstvo je, da to je zdrava odločitev, da bom pač to je navada, zdravo prehranjevanje. No, zdaj pa gremo naprej na naslednjo zdravo navado in to je 4. zdrava navada, ki pa povezana s tem, da spremenim miselnost. To pa zdaj ni več toliko tehnično, ker je dejansko ta miselnost povezana s tem, da postanemo opazovalka svojih misli in ko se mi začne predvajati nekaj v mojih možganih, da zavestno rečem, opa, tole pa ni v redu. Katero čustvo je za to mislijo? Katero čustvo me šofira? Ker glejte, življenje se vsem po vrsti dogaja. Katero čustvo me šofira? Ker prav ta miselnost, čustva pogojujejo naše misli. Se pravi, če me nekaj jezi, bom začela razmišljati o tem, kar me jezi. In ko jaz grem pogledat, katero čustvo me šofira, recimo jeza, ali pa zamera, ali pa ne vem, pač neko čustvo, ki je na nižji frekvenci in vsa negativna čustva, ja, jeza, zamera, sram, sovraštvo, pač vsa ta čustva vibrirajo na nižji frekvenci.
In jaz, če želim biti na višji frekvenci, je pomembno, da vsem pogledam moja čustva, ker zdaj tukaj, ko sem začela govoriti o čustvih, se nekaj sprošča in verjamem, da se tudi pri vas sprošča, ker to pomeni, da ozaveščamo naša čustva. Zdaj, če razmišljam, kaj se jaz učim skozi moja čustva in mogoče se tudi vi učite to skozi vaša čustva. Jaz vem zase, da ta trenutek se učim lekcije, izražanje mojih čustev. Se pravi, da ko nekaj mi zavibrira, da dejansko govorim o tem, da govorim o tem z dotično osebo. Se pravi, moja stara jaz, jaz stara jaz, tista, ki je delovala iz strani žrtve. Se pravi, nekaj me je jezil, to sem potlačila, naven kazala lep obraz in nisem govorila o tem. Ampak vse vnoter sem premlevala te zadeve. In temu se sicer z angleško besedo reče ruminacija. To pomeni potreba potem, kot da bi bil človek zasvojen s tem, da premleva boleče spomine. Se pravi, nekaj te zdaj razjezi ali pa znervira, te spomni na nekaj drugega, se vrneš v mislih na tisto zadevo in tako naprej in greš iz ene boleče misli v drugo, v tretjo, v četrto, v peto in spet prideš okrog in dejansko si v ciklu, kjer greš navzdol. In to, kar se pač učim, da zaznavam to moja čustva in da v trenutku spregovorim z osebo, ki imam karkoli za komunicirati. Se pravi, v tej in tej zadevi se počutim jaz na ta in ta način. In to je zelo pomembno, Ste v službi, vam naložijo delo in vidite, da ne zmorete. Ne, da boste zdaj v sebi noter se pritoževali, pridete domov, boste sitni, boste mogoče stresali jezo na nekoga, ki nič ni kriv pri tej zadevi, ampak dejansko, ko vidite, da ne gre in greste k dotični osebi, greste k šefu in rečete, poslušajte, glede tega in tega bi se rada pogovorila, to in to ne zmorem, to in to, ne iz vloge žrtve. Ker če jaz delujem iz vloge žrtve, bom premlevala in bom eksplodirala, ko bo mera polna. Če pa grem iz strani moči, zaznam, to me jezi, preveč so mi naložili, recimo. Se zberem, mogoče prespim zadevo in potem govorim z dotično osebo o problemu. In se zmerom najde rešitev, ker pogledajte, kolikokrat se je meni v življenju zgodilo, da ko nisem več zmogla, sem z dotično osebo govorila in ponavadi je bilo na ta način, kaj pa nisi nič rekla? Kako ne bi nekdo vedel, da imam jaz problem, če nisem govorila o tem? Seveda, program moram biti žrtev, je dobro deloval. No, seveda, vi boste pa uporabljali mišični test, da boste prepoznali svoja čustva in mogoče ne govorite o svojih čustvih zato, ker vas je strah neodobravanja, zavrnitve, izločitve, samote, ne vem, mogoče nek strah zadaj, pa jeza samo obliž čez to. Tako da, zdaj, če gledamo tale, pri vibraciji, prepoznavanje svojih čustev je ključnega pomena. No, in zdaj pa naslednja navada, to je pa 5. navada, je pa povezana s tem, da postavljam zdrave meje. Se pravi, in tudi izražam in pozitivno razmišljam, se pravi, v sebi postavljanje zdravih meja, v glavnem 5. navada je povezana s tem, da jasno potem tudi govorim o svojih čustvih. No, in zdaj, če tako gledamo, zdaj teh 5 navada, če zdaj še enkrat pogledamo, se pravi, spanje, da spim. Dobro,
Če jaz ne bom tega počistila, ta 4. navade, tudi spala ne bom. Gibanje je odločitev, hrana je odločitev, dobro je tudi zasvojenost, miselnost je odločitev. Vse to je odločitev in tudi, ko jaz počistim strah pred neodobravanjem, je tudi govor o svojih čustvih odločitev. Zdaj pa dajmo govoriti naslednja stvar, kar je pa največja sabotaža tega našega napredka. No, in sem že prej omenila, to so pa zasvojenosti. Zasvojenosti. Kako se rešiti zasvojenosti? Glejte, zasvojenost, to je mogoče tema za drug video, ampak prva taka zasvojenost, kar jo zdaj jaz opažam, da mislim, da je ogromno ljudi zasvojeni s tem, vsi imamo pametne telefone in najbolj enostavno je drsati po telefonu. In ko drsaš po telefonu, življenje beži mimo tebe. Tvoja ustvarjalna energija gre mimo tebe. Postaneš, ne vem, otopel, brez navdiha, nimaš pospeška, obtičiš na kavču. Nič več te ne zanima, nič več te ne potegne, nič več te ne spravi po konce. In te zasvojenosti so ključne. Pa bo danes. Jaz, ko sem razmišljala, kaj bom govorila v tem videu, rečem moji hčerki, ker ona je oznanila, da bo dala stran pametni telefon, in sem rekla, kaj bi svetovala nekomu 3 korake, da se znebi zasvojenosti s telefonom. In ona pravi, svetujem mu, da kupi štrik in da poišče drog. Tretja misel je bilo, čakaj, koga obesiš? Da reče, in obesiš, in narediš zanko in obesiš telefon na tisti drog. Ne sebe, telefon. Ja, zanimivo. V glavnem, ne rabite delati samomora, če imate kakršnokoli zasvojenost, ampak rešite se zasvojenosti. Se pravi, ste zasvojeni s pametnim telefonom, s televizijo, z drsanjem po telefonu. Ne vem, kupite si navaden telefon na tipke, tam gor nimaš kaj drsati. Začnite izbirati druge medije. Recimo, jaz verjamem, da YouTube kanal je odličen medij. In da YouTube kanal te načeloma ne zasvoji, zaradi tega, ker te uči, ker te navdihuje, ker ti daje motivacijo. Vsi ostali kanali, razna družbena omrežja, tam gre življenje mimo tebe. Sploh, recimo za mlajše generacije, TikTok, kjer so trenutne, ker enostavno kar šprica v tebe, špricajo informacije. Zato, ja, kako se znebiti zasvojenosti s telefonom? Kupite štrik, poiščite drog, naredite zanko in nanj obesite vaš telefon. Ne sebe. No, tako zanimivo. No, tako da zdaj, če gledamo teh 5 ključnih navad, da zvišate vibracijo in ja, počistite zasvojenosti. Zdaj še to, ko sem ravno omenila zasvojenosti, vseeno moram v tem videu to omeniti. Vsak, ki je zasvojen s čemarkoli, je problem njegova prva čakra. Problem je njegova korenska čakra. In ker ima problem v korenski čakri, problem je v tem, mogoče ker ne ve, kdo je, ker mogoče nima zdrave samopodobe in potrebuje primerjanje z drugimi. V glavnem problem je korenska čakra. Tudi zasvojenost z alkoholom je problem korenska čakra. Tudi vsakršna druga zasvojenost je problem s korensko čakro. Dobro, to je drug video, kako počistiti korensko čakro, ampak v glavnem, v tem videu, kako 5 ključnih navad za to, da dvigate svojo vibracijo. No, zdaj smo pri tem miselnost, pri tele 4. navadi. Zdaj imamo pa še nekaj sporočil, prehod v novo dobo, da vidimo, kakšna pozitivna afirmacija sigurno prav pride. Da vidimo, kaj je za tebe res pomembno, ki poslušaš tale video.
da vidimo, kaj je tisto, kar ti stvarstvo sporoča za dvig tvoje vibracije. Kaj je res pomembno, zato da dvigneš tvojo vibracijo, da se boljš počutiš, da imaš več energije. No, da vidimo 3 karte. Tvoje srce, joj, kakšne lepe karte so vam prišli. Vodstvo. Tvoje srce pozna prave odgovore. Tvoje srce ti vedno pove, kaj je resnično dobro za tebe. In poslušaj ga. Tisto, kar ni dobro za tebe, uporabljaj mišični test. In lahko preveriš, kaj je dobro za tebe. Je dobra, ne vem, torta za tebe? Dvomim. Potem imaš vso božansko podporo, zato ker ti si ljubljeni otrok stvarstva in angeli te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Bodi usklajena s simfonijo srca in narave. Pojdi v naravo. Pojdi v naravo, pa spet je prišla ven. Resnica je ena. Ti si resnica. Povsod izražaj resnico. Govori resnico. In ja, jaz občutim. To je tvoja resnica. Jaz občutim. In lahko, da ti bo nekdo rekel, ko boš ti rekla, jaz občutim to in to. A dej, ti pa tvoja čustva. Ja, hvala Bogu, ti pa tvoja čustva. To je res pomembno. To je edina stvar. Čustva so tvoj kažipot, kaj je dobro za tebe in kaj ni dobro za tebe. Čustva so tista, ki so edina pomembna. In hvala Bogu, da čutiš. Lejte, roboti ne morejo čutiti in zdaj ta kloniranje gre v zanimivo smer. Lejte, mi ljudje čutimo in to je naša prednost. Mi čutimo. No in zdaj pa dajmo pogledati, kaj je še pomembno za tebe. Dovoljujem si izražati sebe. Dovoljujem si govoriti o svojih čustvih. Dovoljujem, da me vodijo moja čustva. Ne, to je tvoj kažipot. Tam, kjer imaš več pozitivnih čustev, tam je ta prava pot. Kjer imaš manj negativnih čustev, kjer vidiš, da postajaš nervozna, živčna, pač tam ni pot za tebe. No, dajmo zdaj pogledati, kaj pa naprej. Oklepaš se preteklosti. Dej že spusti to. Na vlako, ki jo ne potrebuješ več. Kaj so ti natrpali v glavo, ko si bila majhna? Kdo je bil tvoj vzgojitelj? No, pomisel, s kom si preživela največ časa, ko si bila majhna? In seveda, ta, s komer si preživela največ časa, ta je naredil ključno programiranje tvoje podzavesti. In zato je čas, da začneš deliti svojo svetlobo. Kako boš to naredila? Tako da boš najprej počistila temo. Tako da pogledaš najprej tisto, kar te moti, kaj je tisto, kar ti ne služi več. Pač to je zdrava sebičnost. Kar ti ne služi več, pač enostavno rečeš, ne rabam. Pa naj bo to neka šara pri hiši, pa naj bo to povezan s kakšnim odnosom, ki te vedno znova spravlja na obrate. Zakaj že? Kaj te uči? Očitno ti ne služi več. Mogoče se kaj učiš. In potem so prišle same pozitivne karte. Čas je za dajanje tvoje svetlobe, za širjenje tvoje svetlobe. Čas je, da postaneš bolj zavestna, iz hipa v hip, da enostavno zaznavaš stvari sedaj. Jaz opazujem naši 2 mački. Oni 2 sta dejansko v sedanjem trenutku. In tako močno je v sedanjem trenutku, v nečem, ko recimo, če ste opazovali, seveda ste že kdaj opazovali kakšno mačko, ki čaka na miško, ona je popolnoma v sedanjem trenutku. Sfokusirana samo na en trenutek. No, in tvoja zavest se širi na višjo raven. In to je to. Se pravi, boš morala kakšno stvar, ki ti povzroča nered v tvoji glavi, spustiti, zato da lahko narediš prostor novemu. No, zdaj bomo pa pogledali v prihodnost. Se pravi, ti, ki zdaj tako lepo dvigaš svojo vibracijo, kaj te čaka? V naslednjih nekaj mesecih. Kaj je tisto, kam greš? Kaj je tisto, kar ti želi stvarstvo sporočiti?
Da sem dobila informacijo za tebe, ker vsi ne gledajo toliko časa videa, veste, za tebe. 9 kart in lepo po vrsti. 1, 2, 3. Vam bom pa pokazala vsako karto posebej, ampak zdaj želim, da naključno pridejo sporočila, ki so zate pomembna. Kam greš v naslednjih 3 mesecih? Kam greš? Wow! Kam greš? Wow! A ti nekaj povem? Če bi ti vedela, koliko dobrega te čaka, bi že včeraj naredila kakšen korak. Proslavljanje. Bom šla po vrsti. Se pravi, to, kar te čaka družinska sreča. Se pravi, tukaj so 4 temelji tvoje družinske sreče. Tvoj notranji preporod bo prinesel vse dobro v tvoje življenje. V naslednjih 3 mesecih se ti kaže dvojno proslavljanje, polne čaše, čista radost, same dobre stvari. Proslavljanje tvoje ženske energije, združevanje z ženskami. Zdaj, edina stvar, kar imaš za narediti, na nekem področju vidiš, da so vse čaše polite. Vse še nekaj stoji za tvojim hrbtom, ampak ta trenutek zaradi preobremenjenosti tega ne opaziš. Občutek imaš, da ne zmoreš, da je vsega preveč, da enostavno, da ste že vse povedali, vse popili, vse se je zgodilo. In zdaj, če mi pogledamo, da tisto, kar tebi stvarstvo sporoča, je to, da ni toliko slabo, kakor ta trenutek vidiš, da je slabo. Da je samo pred tabo neka odločitev in se odločiš, katera pot se boš odločila, je vse v redu. Ampak ne moreš pa biti več v tej situaciji, kjer si, ker na nekem področju si tako obremenjena, da ne zmoreš več. Glede na to, da so to čaše, povezane s čustvovanjem, s čustvi, z ljubeznijo, na nekem čustvenem področju si izžeta. In prav nasprotna zadeva pa, ko boš sprejela neko odločitev, te čakajo polne čaše, ljubezni, proslavljanja, dobre energije. V sebi boš rabila sprejeti to svojo notranjo moč, ki jo imaš, se pravi, to ni nekaj, kar je daleč. Ti to že imaš v sebi, ampak mogoče odlašaš, ker si preutrujena, preobremenjena, ker mogoče ne vidiš drugih rešitev, ker samo vidiš, da ni več to, kar je bilo nekoč. In zdaj, dobro, prišel je svečenik ven, se pravi, svečenik je lahko povezan z neko notranjo tvojo modrostjo, lahko je povezano z neko moralnostjo in cerkvijo, lahko je povezan to s tem, da je čas, da se umakneš, da malo premisliš, da se pogovoriš z nekom, ki je modar, da vidiš, katera pot je za tebe pametna. Se pravi, da ne greš nekaj brezglavo nekam skozi čustva, ampak da si vzameš čas za premislek, katera pot je za tebe pametna. Ker vse je pametno, ampak na ta način, kakor gre ta trenutek, ne zmoreš več. In potem, tam, kamor greš, je ustvarjalna energija, se pravi, imaš in proslavljanje ljubezni in denar te čaka, se pravi, same dobre zadeve in zvezda. Zvezda je pa povezana s tem, da na nek način ti zasiješ, da se pokaže tvoja notranja moč, tvoja notranja zvezda, oziroma to, kar vedno govorim, naša zvezda, severnica, ker vemo, da nekoč, ko ni bilo še kompasov, so se ljudje orientirali po zvezdi severnici. In se pravi, tvoj notranji kompas je tvoja radost. Tam, kjer je več radosti, tam je tvoja pot, tja pet, to je obilje te itak čaka. Tako da ne misliti, da ne boš imela dovolj. Dovolj boš imela, ampak očitno predeluješ lekcije življenja, ki so povezane s tem,
da ne objakuješ tega, kar je že zdavnaj umrlo. Ne vem, to je tako kot jeseni, ko padajo listi dol, da ne jočeš za odpadlimi listi, oziroma Američani rečejo, da ne jočeš za politim mlekom. Ampak enostavno rečeš, ok, je kar je, gremo dalje, dobro, prišla je jesen, vzemimo pridelke, kar smo pridelali in gremo naprej. Ampak brez nekih brezglavih odločitev, ampak gre se za to, da si v sebi mirna, da veš, kam greš in pojdi tja, kjer je več tvoje radosti. In tam je ta prava pot. Tako da ja, čakate ogromno dobrih stvari, v glavnem v naslednjih 3 mesecih te čaka nekaj notranjega dela, super je, samo naredi to notranje čiščenje, ker boš bolj v stiku s svojimi čustvi in tvoja čustva ti bojo pokazala, kje je tvoja pot za naprej. Tako da, ja, to je prišlo ven iz tega branja kart in iz tega videa, tako da uživaj, vse dobro ti želim in seveda se vidimo v naslednjem videu, nimam pojma, bo prišel navdih, kaj je tisto, kar je pametno, da govorim. Sploh pa vesela bom vsakega komentarja, vesela bom vsake ideje, o čem bi želeli, da več govorim, pa bomo videli, kaj bo iz tega ven prišlo. Tako da z veseljem se vidimo v naslednjem videu. Uživajte!